Lep pozdrav, z vami Silvija iz skupinice Trio of Life. Vprašanj, kot so, katera je tvoja najljubša menstrualna skodelica in katere pralne vložke največ uporabljaš, kateri model, katera velikost, katera vpojnost, sem že vajena. Velikokrat pa dobim tudi vprašanje, katera pa je tista tvoja prva menstrualna skodelica, s katero si probala, s katero si vse začela. Ja, moji začetki grejo v leto 2012, oziroma začetek 2013. Takrat sem se odločila za nakup te čudežne menstrualne skodelice, ki mi je praktično spremenila moj način življenja med tistimi dnevi v mesecu. Takrat je bila na tržišču v Sloveniji praktično samo ena menstrualna skodelica, na internetu sploh nisem gledala, tako da sem se takrat odločila za Lunetko. Če vam pokažem tole torbico, boste že vedeli, da je to Lunet. Tale rožica je v bistvu njihov zaščitni znak. Kaj bi lahko rekla? To je skozi prvi cikel z menstrualno skodelico sem šla z Lunetko. Tisto prvo navdušenje, tisto prvo pričakovanje, kako bo se vse skupaj odvijalo. Tako da moram reči, da imam neke lepe spomine na Lunet, še vedno jo kdaj pa kdaj uporabim. Tako da moram reči, da vse tiste, ki jo imate, boste vedeli, o čem govorim. Seveda si jo bomo pa pogledali tudi bližje, tako kot vse ostale menstrualne skodelice in kar poglejmo. Ja, poglejmo si pobližje ene izmed najbolj čakanih menstrualnih skodelic v mojih videih. Kot sem že omenila prej, Lunetka je zelo dolgo prisotna na našem tržišču, pa si jih poglejmo pobližje. Zdaj tukaj na tej strani imamo moji stari Lunetki in pa novejši. Pogledali si bomo razlike med starejšo in novo in pa seveda podrobno pogledali, kako Lunetka sicer izgleda. Pa recimo nekaj o osnovah te menstrualne skodelice. Lunet ima dobro izražene oprijemalke na spodnjem delu, dobro izražene oprijemalke na stebelčku. Zdaj, kar sem opazila, da je tale stebelček pri manjši veliko bolj fleksibilen kot pri večji. Če pokažem, tle se praktično zelo malo premakne, medtem ko tle kar fejst raztegljiv. Same oprijemalke so dobro izražene, tudi zelo dobro držijo. Nisem imela občutka, da je kdaj ne bi mogla ven potegniti. Šivčki se vidijo, vendar zelo, zelo bledo, takole s prstom se jih sicer čuti, ampak res malo. Sam silikon je zelo tak gladek, zelo prijeten na otip. Tale šivček je tudi na zgornji strani. Luknjice se pri starejšem in pri novejšem modelu razlikujejo, in sicer novejši model, tle zdaj vidite Made in Finland, in pa na drugi strani njihov logotip Lunet. Evo. Zdaj luknjice se pri starejšem modelu in pri novejšem modelu razlikujejo, namreč pri starejšem so tele luknjice pod obročem razporejene enakomerno, medtem ko pri novejšem najdemo dve bolj skupaj, pa potem vzporedno čez še dve bolj skupaj. Ne vem sicer, čemu kaj spremenijo te luknjice, to vam lahko naknadno povem, namreč novejših modelov zaenkrat še nisem preizkusila, medtem ko bi rekla, da so namenjene temu, da je vakuum malce manjši. Namreč tale mala Lunetka je meni osebno čist divja glede vakuuma. Namreč to toliko drži, da adijo pamet. Kar se tiče tegale v bistvu, koliko je prožna, sprav čvrsta, sta enake, niso nič spreminjali, tako da to je ena izmed bolj čvrstih menstrualnih skodelic. Prav tako pri veliki najdemo isto razliko, da sta luknjice tukaj bolj skupaj spredaj, kakor pri starem modelu, ko so razporejene enakomerno. Razlika med
veliko in malo je kar očitna. Tudi če damo takole, se kar opazi. Če vam pokažem še. Jaz bi rekla, da je ta velika malo bolj čvrsta v obroču. Ne? Vidite, da se ta leže kolapsira, medtem ko ta velika ne. In tudi v telesu je manjša, mehkejša kot ta velika. Ne? Zdaj samih označb nimajo, imajo pa take črtice, samo čekam, da jih najdem, evo jih, ki označujejo, zdaj ne vem, če boste videli, evo jih, vidite, pa tukaj. To v bistvu označuje količino menstrualne krvi. Če vam pokažem, kar v tej brošurici, ki jo dobite poleg, priporočljivo odlaganje, pa tukaj pa lahko vidimo, to sprav model enkica, do prve označbe 5 ml, do druge 13,5 in pa model 2, 7,5 in 15 ml. Tako da neke hude kapacitete, to morate pa vedeti, da je pač samo do tukaj le, ne. Zdaj do telih luknic, ne, za vakuum, je pa kar še nekaj prostora, tako da kapaciteta je dejansko mečkan večja, kot je tukaj navedeno. Ja, tole brošurico dobite poleg, ne, tukaj se lahko vse preberete, je v angleščini, kako se jo sprazni, kako se jo sterilizira, kako se jo pred prvo porabo priprav, splakne pod vodo, preveri luknice, če so lepo prebodene, potem pa še prekuha, tako da ja, zelo dobro napisan, tale navodilca. Poleg dobite še takole vrečkico, zdaj včasih so bile enoplastne, tako kot je tale, zdaj so pa že take dvoplastne, take večkrat močnejše, tako da ima na notranji strani tudi drug material, tako kot večina na potek. Poleg sem pa dobila še tele nalepkice in tale mi je najljubša, Break the Bloody Taboo. Ja, na tem mestu bi vam rekla, ne, pogovarjamo se o tem, koncev vse ženske v rodnem obdobju na celem svetu imamo menstruacijo in to je stvar, o kateri ne bi smele molčati. To je stvar, o katerih se lahko pogovarjamo, o kateri lahko delimo izkušnje in vesela bom, če boste izkušnje delile z mami v naši skupinici Tree of Life in z mano. Ja, veliko slik sem že posnela z lunetkami, primerjavo lunet menstrualne skodelice z ostalimi, to vas je v veliki večini kar zanimalo, tako da okolikor imate še kakšno vprašanje, navedite spodaj v komentarjih ali pa pod objavo v skupinici Tree of Life pod temle videom. Potrudila se bom, da vam bom ustregla in naredila kakšen nov video ali pa posnela še kakšno fotografijo v zvezi z čvrstostjo, velikostjo oziroma karkoli vas zanima. Tako da zaenkrat je to, jaz upam, da sem vam lepo predstavila lunet. Spodaj v opisu boste najdli tudi popust na njihovi uradni spletni strani pri lunet. Tako da pogledajte spodaj v opis in če se boste odločili za lunetko, vsekakor poročajte o vaših izkušnjah, tako kot vsemi ostalimi menstrualnimi skodelicami. Namreč, če izkušnje delimo, si lahko med seboj tudi veliko pomagamo. To je na tem mestu to, vidimo se v naslednjem videu in lepo se imejte do takrat.